Lepo pozdravljeni na krajši slovesnosti na Generalštabu. Na vseh področjih dela smo pripadniki Slovenske vojske znali pokazati veliko mero domoljubnosti, strokovnosti, odgovornosti in pripravljenosti pomagati ter s tem prispevati k ugledu in zaupanju v Slovensko vojsko, tako domačem kot v mednarodnem okolju. Tu smo v prvi vrsti za Slovenijo, v tem ni nobenega dvoma, zato si zaslužimo zaupanje in podporo celotne družbe. Služenje državi, spoštovanje demokratičnih standardov ter predanost državljankam in državljanom. Vse to je za nas vodilo, da smo tudi v preteklem letu uspešno opravili vse dodeljene naloge, tako v domovini kot v tujini. Zato bo moja prva naloga in glavna naloga, seveda skupaj z ministrom za obrambo, tudi v prihodnje, da poskrbimo za potrebne vire in izboljšanje pogojev za delo ter status pripadnikov Slovenske vojske. A danes je v prvi vrsti praznik nas, dan Slovenske vojske, zato je za vse skrbi, ki jih imamo danes, postavimo nekoliko na stran. Praznične občutke velja v tej priložnosti deliti tudi z vašimi najbližjimi in tistimi, ki vas pri vašem delu najbolj razumejo in nesebično podpirajo. Prinesite jim mojo posebno zahvalo, samo z njihovim razumevanjem in podporo lahko vsak od nas in vsi skupaj izpolnjujemo naše poslanstvo, naloge, tako predano in učinkovito. Jutri je nov dan. In kot pripadnice in pripadniki Slovenske vojske gremo tudi jutri k novim zmagam naproti. Ostanite predvsem zdravi in obilo uspehov ter osebnega zadovoljstva vaših kolektiv in tudi sicer v krogu Slovenske vojske vam želim tudi v prihodnje. Ponosno praznovanje Dneva Slovenske vojske vam želim za Slovenijo. Hvala lepa. Letošnji 15. maj je zame prvi dan Slovenska vojska v vlogi ministra za obrambo. Četudi sem bil že prej kot poslanec Državnega zbora povezan s področjem obrambe. Zato današnji praznik doživljam še posebej slovensno in z velikim spoštovanjem do Slovenske vojske, predvsem pa do vseh vas, ki vestno in vztrajno služite domovini. Slovenska vojska je eden od temeljev slovenske državnosti in vir našega državljanskega ponosa. Tudi sam sem prepričan, da je 15. maj 1991 globoko zasidran v domoljubni zavesti Slovenk in Slovencev. Naborniki, ki so jih na ta dan sprejeli v učnih centrih v Pekrah in na Igu, so na to v začetku junija prvič v zgodovini slovenskega vojaštva kot redni vojaki prisegli, in to v slovenskem jeziku. In to v vojski, ki je nekaj tednov pozneje v osamosvojitveni vojni uresničila hrepenenje generacij naših prednikov po samostojni in suvereni državi. 15. maj, dan Slovenske vojske, je zato praznik vseh, ki služite domovini in vseh obrambnem sistemu ter vseh državljanov, ki se zavedajo, kako pomembno je imeti lastno vojsko in kaj to pomeni za varnost in suverenost države. V vašem prazniku se vam zahvaljujem za vašo predanost domovini, ki jo izkazujete z odličnim upravljanjem vaših nalog, tako doma, kot z nizom vojaških vaj tudi v kriznih razmerah ohranjate in vzdržujete pripravljenost Slovenske vojske. Odlično pa delate tudi v tujini, ker izjemno zastopate barve slovenske zastave. Kot minister za obrambo se zavedam pomembnih izzivov. Med njimi predvsem je ključno, da zagotovimo vire Slovenske vojske. Brez ljudi tudi vojske ni. Pričakujem, da se bo zanimanje mladih in perspektivnih ljudi za delovanje v Slovenski vojski povečalo. Kot izredno pomembno pa vidim zadrževanje obstoječega kadra, vključno z vojaki po 45. letu. Danes pa je predvsem praznični dan, zato bi rad iskreno čestital vsem, ki ste povišani večine, napredovani v razredih in ste prejeli priznanje. S tem smo na simboličen način potrdili človeško, pa tudi vojaško odličnost dveh brigadirjev Slovenske vojske. Spoštovani pripadniki in pripadnice, s svojo profesionalnostjo, domoljubjem, vztrajnostjo, pogumom in srčnostjo ste ponosni. Zahvaljujem se vam za vašo požrtvovalnost in prispevek v slovenski družbi kot celoti. Zagotavljam vam, da bom kot minister za obrambo storil vse, kar je v moji moči, da bo vaše poslanstvo
dostojno odprto, opaženo in tudi cenjeno. Pri tem imate podporo ne zgolj vodstva ministrstva, ampak tudi celotne vlade Republike Slovenije. Iskreno vam čestitam v dnevu Slovenske vojske, želim vam, da ga čim lepše preživite, izrecno pa se zahvaljujem tudi vašim družinam, ki vas pri vseh teh vaših stvareh nesebično podpirajo in vam pomagajo. Še posebej pa svoje voščilo prenašam tudi pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske na mednarodnih operacijah in misijah, ki čudovito zastopajo naše barve. Hvala tudi njim. Skupaj in enotni zmoremo, ker bomo kos vsem izzivom. Pa srečno! V našem skupnem imenu pošiljamo tu, iz te dvorane, vsem pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske ob njihovem in na nek način našem skupnem prazniku. Naše najbolj prisrčne čestitke z izrazi iskrene hvaležnosti za vaše predano in profesionalno delo ter z najboljšimi željami za uspešno prihodnost.